jaz sem Ana, prihajam iz Primorska, ampak zdaj že v bistvu od začetka študija živim v Mariboru, tudi z možem zdaj živimo tu v Mariboru. Študiram pa razredni pouk. Zdaj sem podiplomca, se pravi, druga stopnja. Sem Petra, prihajam originalno iz Novega mesta, zdaj pa tudi z možem in družino živim v Mariboru. Sem pa na magisteriju računalništva in informatike na Feriju. Torej, jaz sem si želela že kot mlada imeti otroke. Zdaj glede na to, da sva bila pač tudi z zdajšnjim možem že dolgo časa skupaj, se mi zdela tudi to nekako realna opcija, ker sem si upala o tem razmišljati, no, tako. Prvič sem pa po mojem zares razmišljala, poštudirala, da bi imela kot študentka otroka, ko sem v bistvu v Spektru brala eno zgodbico ene študentske mame, ki je tudi razštudirala srednji pouk in je rekla, da pač je malo povedala, da je to realno, da dobiš finance. Tu se meni predvsem pojavljalo, ker fant še tu študirajo medicino in sem vedela, da bo še dolgo študiral takrat in je bilo finance vprašanje, ne. Pa takrat je ona prvič tako zapisala, da so neke finance strani države in da se da tudi s predavanji pa tako prilagajati. Takrat sem prvič po mojem začela iskreno razmišljati o tem malo bolj, no. Pol naprej pa, ko sva se poročila, sva se začela tudi o tem pogovarjati. Na začetku sploh on še ni bil tako navdušen, ker je študij pa vse tako skrbelo, pa se mi zdi, sva zmer bolj oba poenotila to željo, oziroma tako, ja, tudi njemu postalo blizu, to si je zaželel, no, tako pa je prišlo do tega, ja. Ja, midva s Kristjanom sva tudi skupaj že od srednje šole, pa midva sva sanjala, da bo že takrat takoj po srednji šoli se kar poročila, pa imela otroke, ker pač načeloma imava oba dva rada otroke, sva si jih želela. No, pol sva uvidela, da pač to ni glih možno, ne v teoriji, ne v praksi, tako da sva kar še počakala. Sva se pa pol poročila, za otroka pa nisva tako komplicirala, ker meni Ana povedala, Ana je pol leta prej rodila, povedala, da to se da gre in pol se v bistvu nisem tako obremenjevala s tem, a bom finančno bomo zmogli ali ne, ker sem videla, da Ani funkcionira oziroma pri Klemnu in Ani, tako da je bilo to pa še bolj spodbuda in tako še zgled od Ane. V bistvu sem že bila noseča in sem pol googlala, kakšne pravice in ugodnosti imajo študentske mamice. In potem sem pristala na nekih forumih in so tam pisali same grozne tako, kaj bo študentska mamica, kaj to nezaščiteni spolni odnosi, če niste sposobni imeti sebe nadzorovati, kako boste imeli otroke, pa tako res sami negativne zgodbe. In pol nisem nič pametnega našla in pa sem kar takoj kontaktirala Ano. Ana, ti si rekla, da je ful nekih lepih stvari, ugodnosti, bla, bla, bla. Dej, bova midve imele blog, pa bova napisale in pravne stvari in najino zgodbo, ker smo se midve pa lepo odločile za otroka in si ga želiva imeti in ga imava za nalež, zdaj, mislim, za nalež, ne, smo se odločile, da ga bomo imeli v študentskih letih, ni to neki po nesreči ali pa karkoli. Kaj če bi imeli? In Ana je bila čisto takoj za in tako navdušena, da pač je to navdušenje pa vse gnalo naprej. Ne vem, meni je bila ta ideja pisanja bloga vedno všeč, ampak nikoli ni približno resno razmišljala o tem. Pa ko je Petra prišla z idejo, sem pa vedela prvič, da bova pač dve o tem, da bo zasluži pa vedela sem, da Petra je pač na Feriju, se pravi, vlada računalnik pa spletno stran, pa vseeno iz tem tudi kar nekaj dela. Tako da sem pač vedela, da bo v tem ona imela čez in mi je bila luštna ideja, res zaradi tega se mi je zelo pomembno predstaviti svetu, da je to v bistvu ena lepa zgodba, no? Da ni to, kako reka Petra, nekaj neodgovornega in groznega in tudi malo tabu je včasih bil, še se mi zdi, no.